ti si se zdaj kar dosti ukvarjal več let s ptujskim teatrom. Ptujski teater je recimo zdaj prenovljen. Recimo temu, slišal sem že od različnih gostov tukaj, mogoče v tej oddaji Art Comment, eni pravijo, da je sklopocalo, drugi pravijo, da je sramota, tretji pravijo, da bi bilo boljše, da bi ostalo tako, kot je. Kakšno je pa tvoje mnenje o sami prenovi teatra? Kako gledaš na teater? Sedaj bom to povedal na način, ne da bi kdo bil užaljen. Ta teater je s to prenovo izgubil velik del komponente teatra. Kajti, bistvo gledališč je, da so odznotraj temne barve. Ta teater je obdan s furnirnimi ploščami, katere so svetle. Prvič ga osvetli in ga pretvori v neko dvorano za družabne prireditve, drugič pa uniči akustiko. Akustika teatra je vselej in zmeraj specifična in ta teater je ob vsem tem, kaj našteva prebivalstvo tukaj, izgubil ti dve pomembni komponenti. Ob tem je zelo velika škoda tega prenovljenega gledališča, te politične spletke z nekimi direktorstvi, levo, desno, gor, dol, s financiranjem, z odpadanjem ometa in ta teater, ta trenutek, brez, bom dejal kar tako, brez locus communis, izgublja na ugledu, zato ker ljudje se sprašujejo, ali so pozabili narediti fasado, ali ima le omet, zato ker je sive barve, ali so pozabili namestiti skulpture, katere je locus communis prvi teater imel. Locus communis je bilo ime prvega teatra, delovno. In tudi jaz slišal sem več destruktivnega, več obremenilnega, kakor pohvalnega, prav tako pa se tudi sprašujem samo eno stvar, ali so pri prenovi tega teatra šli v tiste vode in uničili tisti spomenik, kateri je bil not padlim žrtvam. Jaz osebno se to sprašujem, kam so tisti nagrobnik talcem, katere so postrelili nacisti, kam je tisto zginilo? To je mene vprašanje. Jaz tega nisem našel. Denimo opazil sem, da so tlaka, pri katerih se vidi ženskam pod kikno, če grejo po stopnicah. Prav tako sem opazil, kam so dali tisto ploščo, katera je v mojih očeh zelo pomembna, ker opozarja na neka obdobja človeštva, kjer se ni gledalo na etiko, kjer se je klalo, kjer se je radiralo ljudi stran. Jaz osebno sem opazil, da je tisto zginilo. Ja, ravno kar sva o zgodovini povedala, po tvojem, zdaj, če si pogledal, recimo tudi najverjetneje si gledal v arhivih in tako naprej, program, ki ga je včasih imel teater. Kako se ti zdi današnji program, ali sploh program oziroma teater lahko preživi z samo enim zaposlenim igralcem? Teater z enim samim zaposlenim gledalcem tudi verjetno je čez nekaj časa ne more preživeti, prav tako ne bi s takšno ponudbo preživel brez subvencij. Teater locus communis oziroma teatri, ne samo locus communis, tistega časa so igrali po 5 predstav na teden in to vsak dan. Takrat ljudje niso imeli televizorjev, so šli zvečer v teater. Lože so bile abonirane za eno sezono naprej. Sezona je res da trajala nekako 3-4 mesece, ampak teater je imel, tako kot sem prej že navedel, je imel funkcijo institucije za cerkvijo. Kdo ni šel od vodilnih moža v mestu v teater, tisti ni bil na naslednji listi za volitve, denimo. Pa bi imel kakšno idejo, kako stvar rešiti? Tak je. Ideje zmeraj in vselej mnogo, tudi motivov in namenov te ideje realizirati je ogromno. Ampak žal se v tem svetu vplete politika. Dosti je tudi takšnih korakov, kjer se dobra ideja a priori ne naredi zato, ker je nekdo drug dobo, ker je ni dobo nekdo iz določene politične stranke, je ne bo. In moja ideja je tu povsem konkretna. Izdelati locus communis kroniko, izdelati virtualni teater, se za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo s tem uveljaviti, potem pa nekako tako zdravo, egoistično rečeno, počakati na morebitno odziv. Drugače pa sem mnenja, da si tukaj ne izplača lomiti lastne živce, dopovedovanja nekih stvari ljudem, katerih nočejo slišati. Jaz trdim, ljudje danes niso nori in neumni, so pa namerno gluhi.